prosim, da z mano zapojete tisti, ki znate himno Slovenije v svetu. Slovenija za pojmati iz polnega srca, naj pesem naša zadoni prek zemlje do neba. Slovenija, naš skupni dom, med biseri sveta, z lepoto te obdal je Bog od morja do gora. Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te s seboj. Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Moj narod svobodnjakov rod, si kneze voli sam. Mučencev je junakov plod, ki ne boji se ran. Iz tisočletnih korenin poganja naša rast. Resnico ljubimo in mir, svobodo, vero, čast. Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te s seboj. Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Hvala najprej gospodu Marku Sofinku za ta čudovit uvod v današnje srečanje. In seveda pozdrav vsem, ki ste danes tukaj in vsem, ki nas boste morebiti spremljali na spletnih portalih. Moram priznati, da je to eden lepših trenutkov in dogodkov v zadnjem času na Slovenski matici. Ko sem govorila z našim znamenitim pesnikom, gospodom Tonetom Kuntnerjem, mi je povedal, kako je bil eden prvih pozdrav, ki ga je doživel med Slovenci po svetu. Prišli ste iz raja pod Triglavom. Danes pa vam jaz vračam ta pozdrav, spoštovane Slovenke in Slovenci po svetu, vsi, ki ste danes tukaj. Vračam ga na način hvala, ker ste prinesli raj pod naš Triglav. Zakaj vedno bolj čutimo in vedno bolj se dogaja, da je Slovenija v srcu veliko bolj tam, kot bi morala biti v samem svojem središču, v svoji prestolnici. Da je Slovenija v srcu veliko bolj in veliko bolj srčno in temeljito tam, kjer morate oddaleč zreti nanjo. In hvala vam, ker k nam prinašate zdrav razum, ker k nam prinašate ljubezen do domovine, ker k nam prinašate domoljubje. Upam, da Bog vidi vaša prizadevanja in upam, da razsvetli tudi vse nas, ki tega dandanes ne znamo čutiti.
Dovolite, da k besedi povabim, pozdravnemu na govoru, akademika profesorja dr. Milčka Komelja, ki je bil kar 10 let tudi predsednik Slovenske matice. Spoštovani, vesel in počaščen sem, da vas lahko prisrčno pozdravim na Slovenski matici, najstarejši pred 159 leti porojeni slovenski posvetni kulturni ustanovi. Slovenska matica si je že od samega začetka prizadevala za uveljavitev slovenščine v srednjih šolah in je zato najprej izdajala tudi učbenike. Objavljala je temeljne znanstvene knjige z različnih področij ter pripravila našo prvo znanstveno terminologijo, sicer pa je bil njen osrednji namen doseči kulturno in znanstveno uveljavitev Slovencev, zato si je prizadevala za ustanovitev Slovenske univerze in Akademije znanosti in umetnosti, za katerih predhodnico velja. Z vsem tem je bila, če tudi se ni smela vmešavati v dnevno politiko, predvsem nosilka zavesti o slovenski narodni individualnosti, na podlagi katere smo si v 20. stoletju končno priborili slovensko državo. Slovenska narodna zavest pa je zanjo ostajala in ostaja v vseh časih njenega obstoja, tudi ne glede na idejne diferenciacije, deklarirana kot naša najvišja nadosebna vrednota. Pripadniki matice so bili že v času stare Avstrije tudi Slovenci zunaj današnjih državnih meja in redkejši tudi po širnem svetu, kot je moč razbrati iz njenih letopisov, zlasti duhovniki in izobraženci, ki so se zavzemali za ohranitev slovenstva. Starim predvojnim in še starejšim izseljencem, ki so jih pognali po svetu predvsem težke gospodarske razmere in ki so si tudi v tujini ustvarili svoja slovenska duhovna in kulturna središča, pa so se po drugi svetovni vojni pridružili še številni najbolj zavedni Slovenci, ki so se bili prisiljeni seliti iz totalitarne Jugoslavije, predvsem iz političnih razlogov. O usodah teh naših ljudi govori še poprej kot naraščajoče znanstvene raziskave slovenska literatura, polna slovenske bolečine in hrepenenja. Danes pa nas s to zgodovino in človeškimi zgodbami seznanjajo tudi vse pogostejša soočanja v živo, predvsem pa glas mislecev in umetnikov, ki nas lahko šele v času samostojne slovenske države dosega brez težav in postaja tudi naš glas, ter nam pripoveduje, da smo narodna in kulturna celota šele vsi skupaj. Srečanjem Slovenci, naseljenim po svetu, ter tako imenovanimi zamejci, ter njihovi stvarjalnosti in izdajateljski dejavnosti, smo se doslej posvečali tudi s prireditvami na Slovenski matici in obiski onkraj državne meje. Prav na Slovenski matici se je na pobudo njenega nekdanjega urednika in tajnika Draga Jančarja, predhodnika današnje za slovenstvo zavzete docentke dr. Ignacije Fridl Jarc, obudila tudi zamisel o enotnem slovenskem kulturnem prostoru, ki naj bi izključil iz podrejenosti neprikladni pojem zamejstva. S tem pa matica le nadaljuje s tradicijo, ki je bila utemeljena že v njenem začetku in je zajemala sprva sicer še predvsem domoznanskih prizadevanjih celoten slovenski kulturni prostor. Prav ta zavest pa ostaja shodišče našega zanimanja za kulturno dogajanje Slovencev tudi vsepovsod drugod po svetu, ki tako vse bolj živi kot samoumeven in enakovreden del slovenske kulture. Velikega kulturnega pomena izseljencev, ki ga doživljamo kot simbol za neomajno zvestobo slovenskemu narodu in je lahko za zgled, so se zavedali tudi posamezni zgledno domoljubni in ustvarjalni člani matice, ki so sami obiskali Slovence v tujini prav zato, da bi se z njimi seznanili in jim pokazali, kako cenijo njihovo trdoživost, ustvarjalnost in zvestobo. Tak je bil lani umrli matičar akademik Ajtan Gantar, ki o tem pripoveduje v zadnjem zvezku svoje avtobiografije Penelope Prt in ne more pozabiti, kako se je v Ameriki v vsaki hiši srečeval z domovino, s podobami brezjanske Matere Božje ali slovenskih krajev, ter je ob tamkajšnjih spoznanjih začuden nad slovensko sposobnostjo in zvestobo, o kateri se je osebno prepričal, zapisal. Neverjetno, kakšen demografski minus nam je prinesel nesrečni eksodus maja 1945 in kakšen ekonomski potencial smo Slovenci takrat izgubili. Tudi s takih zgibov je pred drugo svetovno vojno obiskal Ameriko
slikar Božidar Jakac in se vrnil z življenjskim spoznanjem, da so njegove korenine in korenine njegovih rojakov le doma in nam lahko spoznavanje tujine to samo še potrjuje. Južno Ameriko pa je med rojaki doživel tudi matičin, ugledni sodelavec pisatelj Alojz Rebula in še marsikdo. Vsi ti veliki duhovi so dojeli delo Slovencev v tujini, ki je postala njihova druga domovina, kot poslanstvo, ki je ohranilo in negovalo živo zavest o slovenskem poreklu in so z občudovanjem spoznavali, kako dragocena je njihova neugasla slovenska zavest tudi za Slovence v matični domovini. Spoznali so, da Slovenci, živeči po svetu, nosite ljubezen do domovine v srcu iz roda v rod in ohranjate z njo srčno vez, posebno z ohranjanjem slovenskega jezika in negovanjem kulture, za katero si ob vseh težavah tako samoumevno, zavestno in ljubeče prizadevate. Obiski slovenskih rojakov širnega sveta nam tukaj živečim od nekdaj širijo meje naše domovine. Spodbujajo na doma vse preveč usihajočo domoljubnost in livajo zaupanje v življenjsko moč našega naroda, ki še živo utripa v slovenskih žilah tudi v svetu zunaj doma, kjer nas je Slovencov menda kar 500 000. S svojim zaupanjem pravico slovenskega naroda do svobode, za katero smo se na Slovenskem krčevito zavzemali, tudi z vašo veliko pomočjo, pa ste imeli prav rojaki v tujini izjemno veliko vlogo, tudi prizadevanih za našo osamosvojitev, za končno priznanje nove samostojne slovenske države in za osvobajanje izpod komunističnega jarma, katerega življenje sledi, nas še vedno ali celo ponovno morijo. S svojimi pričevanji pa ste bistveno prispevali tudi k spoznavanju zatajevane zgodovinske resnice, ki je lahko edini stvarni temelj pri prizadevanjih za tako potrebno nam slovensko spravo. Slovenski rojaki znotraj države Slovenije vedno znova spoznavamo, da je med Slovenci, ki živite daleč od domovine, ljubezen do domovine, ki jo nosite v sebi kot izžalujoč duhovni ogenj, še mnogo močnejša kot pri tistih, ki jim je življenje v njej samoumevno in se njenega pomena zato žal niti ne zavedajo, ali jih pa izapeljujejo današnji pogubni globalistični trendi, ki nam spodkopavajo lastne korenine. Zaradi njih smo na Matici leta 2015 celo priredili simpozij, že kar izzivalno grotesknim, če tudi britko-retoričnim naslovom, bo slovenščina še naprej naš jezik. Leto zatem pa prizadevanjih za ohranitev slovenskega jezika na slovenskih univerzah v obrambo slovenščini, tudi srečanje s prav tako nenavadnim poimenovanjem zagovor slovenščine. V takih prizadevanjih nam izjemno veliko pomeni tudi vaša zavest o vrednotah slovenstva in pomenu slovenskega jezika, ki jo spričujete svojim dragocenim delom. Gotovo ste prav vi najbolj goreče in najzvestejše srce slovenstva, prežarjeno z vero, upanjem in ljubeznijo. Zato tukajšnji Slovenci kot največji blagoslov doživljamo rojake, ki jih je klic domovinske ljubezni in spomin nanjo priklical k stalni vrnitvi v ljubo domovino, tako kot velikega pisatelja Zorka Simčiča, ki nam blagodejno odpira oči za težave izgnanstva in moči domotožja, vidi vprašanja razseljenstva v prav mitičnih razsežnostih ter velja za nesporno etično avtoriteto. Tako kot je veljal v odnosu do slovenstva tudi naš tržaški član, slovenski pisatelj Boris Pahor. Prav delo takih umetnikov, ki so bili sposobni kultivirati slovenski jezik do največjih tančin, tudi še iz fizične daljave, ali pa ga na novo izoblikovati po prihodu iz tujine, kar je storil pisatelj Lojze Kovačič, pa jasno kaže, kako je materin jezik Slovence iniciiran in da se nam razkriva kot edino zanesljivo središče, ki nas najgloblje in najbolj razvidno povezuje. Z njim pa nas prav toliko povezuje tudi slovenska pesem. Zato smo lahko enako hvaležni tudi za domoljubno nadarjeno družino Fink, za ljubečo prodorni spevni in srčni glas Markusa Finka, njegove sestre Bernarde, ali za prodorno misel, s katero nam je Andrej Fink v Kočevskem Rogu nedavno razjasnil žgoča vprašanja novejše slovenske zgodovine. Iz daljne tujine, prav tako iz Argentine, se je med nas le za prekratek čas vrnil nekdanji prezgodaj mrli predsednik slovenske vlade Andrej Bajuk, ki so ga slovenski razumniki iz Nove revije spoznali kot velikega gospoda, a je moral v družbi prenašati nezaupanje, namesto da bi zaradi svoje zvestobe do naroda prej zbujal občudovanje, a je vendar dvignil zavest obstoj in veljavo razseljenih Slovencev, katerih žrtev se je lahko spremenila tudi zmagoslavje in spodbudil zaupanje v veliko moč domovinske ljubezni, ki jo seljenci s svojimi potomci
in potomci vaših potomcev izpričujete svojo zvestobo domovini oziroma slovenstvu, ki se najvidneje kaže v ohranjanju in negovanju slovenskega jezika in pesmi ter živega spomina na naše velike slovenske rojake, katerih misel in cankarjansko oznanjanje slovenske lepote nam sveti skozi vso dosedanjo zgodovino. Vse bolj pa se zavedamo tudi pomena Slovencev v svetu znanosti in si prizadevamo, da bi ohranili in še ukrepili stike tudi z njimi. Za konec naj le še ponovim, da smo vam lahko neizmerno hvaležni, ker tudi v fizični razdalji ohranjate naš jezik, negujete kulturo z branjem slovenskih knjig, gledališčem, glasbom, tudi likovno ustvarjalnostjo in srcem izpričujete in ohranjate ljubezen do slovenstva. V času, ko imamo v državi Sloveniji svojo suverenost sicer zagotovljeno, a se moramo za hranitev veljavo slovenskega jezika, posebno v visokem šolstvu, vedno znova krčevito prizadevati, prepričevati številne odločevalce njegovi nujnosti na vseh življenjskih področjih in jih odvračati od slepote, ki z bližine ne vidi tega, kar se morda zares še bolje vidi iz daljave. Občuti pa tudi z notranjimi očmi, namreč nedvomnega dejstva, da je temelj našega duhovnega, zavestnega obstoja in nadaljnjega razvoja le ukoreninjenost v slovenski samobitnosti, slovenski identitete, ti, katero slednji nosilec je slovenski jezik. In da je tujina, če ne nosimo v srcu svoje prvotne domovine tudi v njej, samo nikdjer dom, kakršnim je moral nekdaj živeti Primož Trubar in nas je imenoval ljube Slovence in nam je z uvedbo slovenskega knjižnega jezika omogočil nadaljnjo kulturno rast. V tem času sta nam veliko oporen zgled. Iz nikdjer doma v Nemčiji, kamor so ga paknili totalitaristi, se je pred zoro slovenske pomladi vrnil tudi oče slovenske državnosti Jože Pučnik, o katerem smo razpravljali na nedavnem simpoziju na Slovenski matici. Ustanovi, ki se mora zavedati, da nas povezuje, ohranja in preraja le neomajno zaupanje v slovensko kulturno rast in se s tem zavzemati za vse to, kar vi izpričujete s svojim delom in kar nosite v srcih. Zato nam je vaša zavest o pomenu lastne identitete, ki v globalnem svetu ni presežena odvečnost, marveč nujnost, ki šele zagotavlja človeško avtentičnost in omogoča ustvarjalno samozavestno individualnost, v veliko moralno spodbudo. In tudi zato so vaše gostovanja v domovini in srečanje z vami vselej velik slovenski, lahko bi rekli tudi narodni in družinski praznik. Vaše negovanje slovenske kulture in ohranjanje slovenskega jezika, ki ga Slovenci v tujini že ves čas tako zavzeto izpričujete, zato ni le nostalgičen spomin na domače izročilo, marveč je predvsem dragoceno zagotovilo, da bomo tako doma kot na vseh kontinentih lahko še naprej živeli in ustvarjali, ter se vsepovsod počutili kot samozavestni Slovenci, ki nas najbolj bogati in dela razpoznavna le naša dragocena in ljuba nam kultura. Vesel sem, da smo danes skupaj. Bog živi Slovenijo. Hvala lepa akademiku, profesorju dr. Milšku Komelju. Zdaj pa vabim, da se seveda Slovenci po svetu predstavite sami tukaj, naši slovenski matici in seveda matičnim Slovenkam in Slovencem. Pripričana sem, da nam boste znali dati veliko ljubezni in veliko potrpežljivosti, predvsem pa tisto pravo mero in čut slovenstva. In prva, ki jo danes vabim k naši mizi, je gospa Marta Jamnik. Dober dan še enkrat, gospa Marta Jamnik. Lepo pozdravljeni, danes bi morala biti z nami tudi gospa Tatjana Modic-Kržišnik, ki pa se je žal upravičila. Verjamem, da je bilo dogodkov že kar veliko, izjemno število in seveda, da vsi za tiste trenutke, ko pridete v Slovenijo,
morate opraviti še kup obiskov, kup srečanj, kup tudi družinskih obveznosti in res iskrena hvala, da ste si vzeli čas in danes prišli na Slovensko matico. Gospa Marta Jamnik, najbrž je ne rabim predstavljati, večini, ki ste danes tukaj zbrani, dolgoletna ravnateljica slovenske šole brezmadežne s čudežno svetinjo v Torontu. Pravzaprav to pove vse. Izjemna učiteljica, več kot 30 let, 30 let in šole, ki deluje v Torontu, že več kot 60 let. Ja, 64. Ki deluje v Torontu že 64 let in seveda slišali smo akademika Milčka Komelja, ki poudarja, kako pomemben je vaš prispevek k ohranjanju slovenskega jezika, k zavesti o slovenstvu in vsekakor ne moremo mimo tistega vprašanja, kako danes v 21. stoletju vam uspe še zbrati toliko učencev in kako jih pravzaprav poskušate pritegniti. Veliko se je spremenilo. Jaz sem rojena v Kanadi. Prva generacija po vojni in takrat je bilo življenje čisto drugačno. Vse se je vrtelo okoli župniji. Je bilo veliko kulturnih programov, organizacij, šola. Ljudje so živeli v bližini cerkve v mestu in potem so se več ljudi je prihajalo in so se naselili v predmestje in so drugo faro zgradili. Ko so zgradili brezmadežno s čudodelno svetinjo, šola je bila ustanovljena, predno je bila župnija in že takrat je bilo 35 otrok. Ko so pa začeli šolo v novi župniji, so pa bila leta, ki je bilo 240-270 otrok na šoli. Danes jih imamo samo 13. Po koroni je vse padlo. Se spreminja. Mi smo doma govorili slovensko. Moj oče je bil bivši urednik Slovenske države in on je imel navado z nami brati slovensko. Danes so mešani zakoni. In takoj, ko se to zgodi, se stvari spremenijo. Ni življenje okoli fare, kako bi rekla, tako kulturno, kot je bilo. So pevski zbor, je plesna skupina. Šola pred korono smo imeli 45 učencev. In imamo zadnjo leto šole, je priznano kot uradni predmet v angleškem sistemu. Dobijo kredit na gimnaziji. In zato so se priborili, imamo zdaj skoraj 40 let. Letos je bilo prvo leto, ki ga nam niso odobrili, ker smo imeli samo 3 učence vpisane. Ampak so rekli, da ker smo že toliko let to vzdržujemo, da nam ne bodo odbili, ampak če lahko pridobimo študente, da nam bodo spet nazaj vrnili. In zato smo imeli razne sestanke z župnijo v Hamiltonu, gospod Kačnik je rekel, ja, kot vas bom podprl in bomo nekako skušali rešiti. Ampak je težko. Zakaj? 6. dan šole. 5 dni. 6. dan. Potem vsi hočejo biti hokejisti. Ali je telovadba, ali je balet, ali je pa kakšen žur v petek zvečer. Mami, jaz ne morem iti v šolo. Pa ti pridejo skoraj, lahko rekla, na pol skrokani v šolo, pa te jih tam gledaš. In je težko zgoditi neko zanimanje, neko veselje do slovenščine. Skušaš. Ampak, daj se spremeni vse to. Je, ko pridijo na mladinsko poletno šolo tukaj. In zato sem jaz
Sloveniji tako hvaležna, da so naš sponzor vsake 2 leti, da pridemo sem. Vse se spremeni. Teh 15 študentov, ki sem jaz pripeljala, skušajo vsi govoriti slovensko. Včasih kaj pride ven, je res hic, ampak poskušajo. So zelo ponosni, da so Slovenci. To je ena stvar. To je ena stvar med temi. Tudi če se ne čutijo, tudi če ne prihajajo v šolo, ali pa ne prihajajo v cerkev, ali se ne družijo, so zelo ponosni Slovenci. Bodo ti takoj rekel, odkot si? Jaz sem slovenskega porekla, ker to je navada. Ni noben v resnici Kanadčan. Tudi Indijanci niso Kanadčani, to so svoje narodnosti. Ampak to bodo takoj priznali. Plesna skupina je najbolj popularna, ker to je enkrat na teden, 1 ura, hopsasa, ampak ni nobene slovenščine. Zdaj so tudi oni, ravno predno smo prišli, sva bila z mojim kolegom na banki in je učiteljica plesne skupine prišla pa je rekla, poslušaj, nekaj moramo mi zdaj ukreniti, ker naši ne govorijo nič slovensko, da bo mogoče vi imate kakšno uro poukati, kadar imamo mi plesne vaje. In mogoče to bo način, da spet upeljemo, da bodo vsaj znali nekaj slovenskega, ampak jezik peša. In to je nekaj razlogov za to. Ko so prvotno prišli, so otroci hodili v šole in so nekateri v angleških šolah, nekatere učiteljice predlagale, da govorijo starši z otroci angleško, ker drugače ne bodo uspeli. Kar ni bilo prav. Mi smo doma govorili vsi slovensko, jaz sem bila 5 let stara, da sem šla v vrtec in se spomnim, to je nekaj. Ker sem šla, pa me je en prijatelj od očeta vprašal, ja, Marta, kako boš pa v vrtcu govorila? Se ne znaš angleško? Pa sem rekla, ja, znam. Pa sem mu zapela Jingle Bells, tisto pesem so za moj. No, to je res. In to mi je on ponovil leta in leta nazaj. No, ampak smo se naučili. Jaz lahko veliko mojih letnikov še dobro govori slovensko. Njihovi otroci manj. In je težko. Jaz priznam, da je težko, če je tvoj partner kakšne druge narodnosti. Posebno, če tudi on hoče, da otroci govorijo njegov jezik. To je že zakomplicirano. Naprimer, moja hčerka, Dana Osebno Ravno, je poročena s Kanadčanom. In on je čist komod, da jaz s mojo vnukinjo govorim slovensko. In on vsem pravi, da on se uči, povedala po angleško, toddler English. Toddler je za mehne otroke, toddler slovenščino. In tako so včasih te popačenke, ker rabimo za otroke, kajš aja, pa boš papala, pa to pa eno in drugo. Ampak posluša. In njemu je čist prav, da jaz z njo govorim slovensko in hoče, da bi se tudi ona naučila. Kar je plus, ampak niso vsi takšni. In včasih pridejo otroke krščen, sveto obhajilo. Jaz zdaj govorim tisti, ki hodijo v cerkev. Je tudi veliko, ki ne hodijo. Za tisti je pa malo težje, ampak so primeri, kjer se starši prizadevajo, da pripeljejo otroke v šolo. Kar je plus. Ampak potem pa nekako zgubijo tisto zanimanje in ja, je lažje je tam. Potem je pa šport ob sobotah. Je težko. In zdaj smo mi na tem športju, ker moramo nekaj spremeniti. Ker letos, korona je bila nekaj, smo bili na spletu, je bilo težko na spletu. Ampak potem je pa padlo število. Zdaj bomo videli, kaj bo septembra. Jaz
upam. Imamo eno mlado učiteljico, na šoli je pravzaprav na filozofski, hodi na poletno šolo za odrasle, da se še malo ukrepi slovenščino, ampak jaz upam, da bo ona prevzela kot naslednja ravnateljica, da lahko gremo v pokoj, ampak mislim, gledaš, kaj bo za naprej. Upam, da bomo lahko to speljali, ampak nekaj, ki se je pokazalo, je zanimanje pred leti je bil gospod Potočnik, ki je učil slovenščino, posebno za tiste, ki niso bili Slovenci, slovenščino kot drugi jezik, za tiste, ki so se poročali Slovenkam ali Slovenci, in on je bil zelo uspešen. In to je nekako zvodenelo. In je noben nastopil, da bi to prevzel. In tle moramo mi nekako nekaj ustvariti. Govori se, da bi imeli en program za mečkene otroke pa starše, ki niso Slovenci. Mogoče bi to. Mislim, gledamo za načine, da bi slovenstvo pešali v Torontu. Ne govorijo, ali je pa popačeno. In to je škoda, ker ni treba. Mislim, jaz sem rojena tam, jaz sem hodila v šole tam, jaz sem imela službo. In lahko govoriš, lahko se naučiš, so sredstva, so načini, ampak zavzamete si tudi malo discipliniran in vsem ne gre tako izpod rok, da bi se naučil. Ja, pa nimam časa, pa to so izgovori. In je sramota iz naše strani, da slovenski dan je v angleščini. Ne bi to smelo biti. Tudi če ni perfektna slovenščina, ampak se lahko potrudiš. To pa bom rekla, so otroci staršev, ki sta oba Slovenca, pride v šolo, ker stara mama je rekla, da če jaz končam slovensko šolo, bom dobil to, pa to, pa to. Ok, to je ena stvar. So pa otroci staršev, ker je eden Slovenc, ta drug je pa bodi si katere koli narodnosti, Kanadčanov. In je tist od staršev bolj, kako bi rekla, insistira, bolj zahteva, da otroci hodijo in da se učijo in je zelo ponosen na to. Je ena družina, Pennington, on je šef ene glavne krovne organizacije za advokate v Torontu. 5 otrok jih on pripelje. On je tist, ki je bolj kot mami. To so primeri. In zdaj se je, kako bi rekla, je veliko zvodenelo. In moramo z majhnimi koraki naprej. To je stanje trenutno. Hvala lepa. Morda dovolite samo še eno vprašanje. Govorili ste o otrocih, govorili ste o vaših učencih, pa vendarle so ponos vaše šole tudi prizadevni učitelji. Predstavljati si v Sloveniji, da bi delal brezplačno, prostovoljno, s takim velikim prizadevanji za ohranitev slovenščine je pravzaprav nepredstavljivo. Ja, to je pa jaz. Mi damo majhen honorar, ampak imamo zdaj na šoli 15 učil. In vsako soboto res lepo pripravijo, iščejo drugačne načine. Tata najmlajša Nerli je ravno končala učiteljsko, kako se reče? Učiteljišče. Ja. In bo začela učiti na gimnaziji. In ona ima take ideje, da je res lepo je poslušati in jih bom izključamo izpeljal. Niso vsi. So tisti, ki bi lahko, pa nočijo,
potem so tisti, ki ne bi smeli, pa hočejo, in potem ne. Vmes najdeš ta pravga, je pa tudi težko včasih. Ampak moram reči, zaenkrat imamo res dobro ekipo in sem zelo hvaležna za to. Hvaležni pa smo tudi mi. Še en velik aplavz za gospod Marko. Dovolite pa, da vam Slovenska matica, če boste kadarkoli želeli, poklanja tudi ta bon za knjige slovenske, za vse vaše in učence in seveda tudi vaše profesorje. Globoko hvaležnost in zahvalo. Zdaj pa je na vrsti spet naš bas-baritonist, gospod Marko Spink, da s pesmijo pred nami nam ljubo Slovenijo in slovenščino. Prijatelji obrodile so trte vince nam sladko, ki damo življa žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih ubudi, v potrtih prsih ubudi. Komu najprej veselo, zdravico, bratje, čmo zapet, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere, sinov sloveče matere. Živi naj vsi narodi, ki hrepeneno čakat dan, da koder sonce hodi, prepir bo iz sveta pregnan. Da rojak prost bo vsak, da rojak prost bo vsak, ne vrak le sosed bo mejak, ne vrak le sosed bo mejak. Benjamin Lipovec. Hvala lepa gospodu Marku Sofinku, ki je tako prijazno vskočil in nadomestil gospoda pevca in kitarista Martina Marolta, ki je bil napovedan, da bo se danes tukaj prav tako predstavil. Pa, kot pravijo, je že preveč pel in ni na tako dobrem glasu, kot je gospod Marko Sofink. Zdaj pa je pred nami nov pogovor, z drugačne perspektive, pogled na slovenske medije. Gospod Cvetko Faneš, urednik slovenske radijske oddaje iz Canberre v Avstraliji. Izvolite. Pozdrav seveda še tudi v nam daljno Avstralijo, prvo prekomorsko, čezmorsko državo, ki je priznala samostojno Slovenijo. Vi veliko veste o tem, tudi preko svojega očeta,
morda nekaj vtisov na tiste čase takrat in na to, kako zrete na vam ljubo Slovenijo zdaj, ta trenutek, čez več kot 30 letja. Hvala za povabilo, ampak se počutim, da ne spadam tukaj, ampak upam, da bom lahko vsaj malo povedal o tem, kar mi živimo v Avstraliji. Nisem novinar, ampak ste rekla, imam radio, nisem samo urednik, jaz sem radio v Canberri. Ampak če smo zdaj že tukaj, je tudi tako, da zdaj starejši postajajo še bolj stari. Jaz sem tudi rojen v Avstraliji, govorim slovensko, nekaj sem šel v šolo, ampak ker je moj oče bil zelo strog in se ni pogovarjal z nami, če nismo odgovorili po slovensko. Ko sem poslušal, kak je v Kanadi, toliko je istega in samo razlika v Avstraliji, da nas je dost manj, kot je Slovencev šlo v Kanado. Druga razlika, velika, ogromna razlika je, da je izseljenstvo v Avstralijo bilo po večini pozneje se zgodilo. Moj oče je bil eden od prvih, je okrog 50 leta tam prišel in je Jugoslavijo in komuniste htel od zadaj pustiti. In pozneje so, tako od 65 naprej, so drugi prišli, ti so prišli bolj zaradi ekonomičnih razlogov. In zdaj še, Jugoslavija je potem devize rabila in tako so šli v Avstralijo delati. Ampak ti, ko so prišli v Avstralijo, so bili delavci. Nasplošno kmeti niso bili šolani, tako da bi lahko rekel, da je Argentina in Kanada in Severna Amerika nasplošno, da so nam vse te pametne ljudi. Upam, da to ne bojo poslušali v Avstraliji. Resnica pa je. Posledice tega je, da čeprav so Slovenci in so zelo zavedni tudi, ni smisel za slovensko kulturo, mogoče narobe rekel, bi radi bili kulturni, ampak ne znamo. In to je velik problem za nas in pravzaprav ne vem, kako lahko to rešimo. Če grem nazaj na Canberro, tam nas je zelo malo od začetka, rečemo okrog 50 leta je bilo okrog 20,000 ljudi, od teh je mogoče bilo 10 Slovencev. Zdaj je pa Canberra malo manj kot 500,000 Slovencev, v Canberri je pa več kot 70, takrat, ko se je dom zgradil, smo rekli, da je okrog 200 družin, ampak dost teh so bili samci. Tako da je malo, ampak zdaj so pa potomci teh. In zdaj jih je pa dost in oni se tudi počutijo Slovenci, ampak kot pravim, ne vejo kak. Imamo dolžnost, Ata je srečen, mene vsaj malo proba naučiti, ne vem, koliko mi je ostalo. Za njih je slovenstvo Krajinske, Polka, Valček in Laško. Nekak moramo nekaj več napraviti, da je v Canberri slovenščina nekaj več pomeni.
Imamo srečo, ker nazaj na radio, v Avstraliji nam pomaga država, ker plačajo za radio, jaz nimam nobenih stroškov in oni plačajo da to gre naprej. In tudi nekaj dajo, da lahko kupim glasbo, da zavrtim in te stvari. Ampak drugače je prostovoljno, seveda. Tako da to dosti pomeni. Ne vem, kako dolgo bo radio lahko obstojal, kako dolgo ima smisla, da grem v tem, ker stari umirajo, ta mladi pa ne poslušajo radio, tam oni samo gledajo Facebook in YouTube. Tako da ne vem, kako bomo imeli to vezo. Društvo v Canberri je malo zaspal in ampak zdaj, ker umirajo ti stari, so tam mladi stopili zraven in imam upanje, da bo to oživelo spet in da bo šlo naprej. Splet, internet pa bo tudi pomagal nam, druge rešitve ne vidim. In slučajno moja žena, čeprav je veliko iz slovenskega porekla, njo je zmerno bilo sram govoriti slovensko, ker njeni starši so tudi okrog 50 leta pustili, so blizu Ilirske Bistrice in ona govori tako, so govorili okrog Ilirske Bistrice 60 let nazaj. Tako da je čist drugo zdaj govorite po Sloveniji skoro vsi enako. Mi malo čudno zanimivo. Pravzaprav sem pozabil vprašanje. Ne vem, če sem odgovorila. Veliko ste odgovorili, hvala. Vprašanje je bilo seveda o Sloveniji, pogledu takrat na osamosvojitvene čase in na današnje Slovenijo čez 30 letja. Pa vendarle dovolite, da vprašam nekaj še prav z vašega področja. Prelomno je bilo pravzaprav leto tudi 2021, ko je bil popis prebivalstva v Avstraliji. Takrat se je za Slovence izreklo okrog 21.300 oseb, od tega 5.000 takih, ki so bili rojeni v Sloveniji. Še vedno obstaja v Avstraliji 11 slovenskih društev, vsaj po podatkih, ki sem jih zbrala, in so nekako povezani v 3 verska središča oziroma tako imenovane misijone, Melbourne, Sydney in Adelaide. Po tem popisu prebivalstva namreč je prenehala oddajati slovenska oddaja na SBS, ker je pač avstralska vlada ugotovila, oziroma so ugotovili, da je število tistih poslušalcev že tako nizko, da več te oddaje ne bi izvajali. Kljub temu, da je takrat SBS povečal število jezikov, v katerih naj bi bile oddaje, predvsem na tiste prvotne jezike Avstralije, kako ste seveda doživeli tudi to žalostno zgodbo, da je bila oddaja po 47 letih oddajanja ukinjena? Je res, kot posod v Avstraliji tudi ni denar omejen in tudi ure ne na radio in gledajo, koliko je ljudi, koliko ljudi rečejo, da govorijo slovensko doma. In v zadnjih časih je ogromno več iz pacifijskih otokov se preselijo v Avstralijo in ko štejejo, njih je dosti več zdaj, ko je nas. In zaradi tega začnejo od zgoraj in štejejo več ur ni. Na žalost, slovensko oddaja po SBS-u ni več. Mislim, da imamo delo pred nami, da ko bo drugo štetje, da probamo prepričati
mlajše generacije, da ko bojo šteli, da bojo rekli, da so Slovenci in da govorijo slovensko. Tudi če mogoče ne najboljše, kot jaz. Ampak potem bojo te številke šle gor in bo ne samo z SBS-om, ne vem, če bomo SBS dobili nazaj, ampak to tudi velja za druge stvari, ko država gleda, kaj kdo rabi. Tako da to je nujno, da to napravimo. Ko se spominjam nazaj, ko je Slovenija probala dobiti samo beseda ne pride. Vsekakor, mi smo potem šli pred avstralski parlament in pred ameriško ambasado in vse sorte, smo vse probali. In to več kot zanimanje za slovenstvo je bilo neverjetno. Vsi, tudi ljudi, ko niso v dom prišli, že več let so telefonirali in vprašali, kaj lahko napravim. In je bil res lep čas za nas, za vas mogoče malo težji. Ampak se spominjam, smo šli se pogovarjati z prime minister Hawke, je bil takrat. In on je rekel, takrat je rekel, ja, mi nismo v Sloveniji in the spheres, mislim, da je rekel takrat. Ampak čim bojo sosedne države, bomo mi tudi. In je res tako bilo. Tako da sem ponosen na Avstralijo, da je prav tako hitro skočila. Hvala lepa, gospod Cvetko Fanež. Želimo vam seveda, da bo vaš radio še dolgo oddajal, da boste vi še dolgo širili slovensko besedo v Avstraliji in seveda iskrena hvala, da ste prišli, tudi vas, za vas, oziroma vaše društvo slovensko-avstralsko, v Canberri pa imamo določeno darilo. Hvala. Hvala za to, ampak ne vem, če smo si zaslužili. Več kot zasluženo za toliko desetletij dela, prostovoljnega dela in seveda bomo veseli, če boste delili tudi z drugimi Slovenci v Avstraliji. Slovenska matica bo z veseljem darovala te knjige. Zdaj pa, da se ne bomo pritoževali, da med nami ni mladih oziroma da je mladih premalo, na vrsti sta mladi umetnici. Maja Korošec in Darinka Tehera iz Argentine. Izvolite.
mladima dekletoma, res smo veseli, da se, če ne beseda, pa tudi pesem in glasba širita in prebujata srca. Zdaj pa nam bo še nekdo prebudil nekaj zgodb iz Argentine. Vabim gospoda Ahlina, Damjana Ahlina, da se mi pridruži. Lep pozdrav tudi gospodu Ahlinu. Vi ste predsednik Slovenske kulturne akcije v Argentini. Rekli bi, da morda najbolj organizirane oziroma nedvomno najbolj organizirane slovenske skupnosti v svetu s številnimi odseki, teološkim, filozofskim, glasbenim, šolo. Kako uspete vse to organizirati in voditi danes? Cenjeni dame in gospodje, bodite lepo pozdravljeni. Dovolite, da se v imenu Slovenske kulturne akcije kot prvo zahvalim organizatorjem Slovenski matici Društva Slovenije v svetu, da ste nam dali to možnost izražanja, to možnost bivanja, vsaj za trenutek, tega krovnega slovenstva. Slišali smo v predbesedi gospoda Finka, ki je nam čustveno izrazil Slovenijo v svetu. Govorimo sedaj pa o Slovencih po svetu.
Ko ste opazili, ko je pač bila druga pesem iz navade do slovenstva, tudi če je izražena naša pesem Zdravljica v umetniški obliki, imam to kot princip, da ostanem. Mislil sem tudi ostati pri Sloveniji v svetu. Dolga leta je za nas, tisti, ki smo bili v zamejstvu in po svetu, morda iz tisto pomanjkljivost, da nismo mogli do slovenskih tleh, je bilo to kot zaup do tega slovenstva, do naših korenin, do naše domovine. Slovenska kulturna akcija ne bi mogla se organizirati, če ne bi bilo predtem nekaj zelo važnega. Vzgoja, šolstvo, slovenski jezik, ljubezen do mater domovine. Slovenci nismo v zgodovini imeli najboljše trenutke. Od vsega začetka smo bili narod, ki zaradi ogrožanja ali zaradi drugih kriz, ki smo jih doživeli, smo mogli po svetu. En tak primer je peščica Slovencev, ki je mogla do Južne Amerike pod avstralski monarhiji. Jih je bilo le 50, leta 1878. Ti se niso mogli organizirati, ker niso bili svobodni na izbiro, kje naj bi šli. So se pač izgubili v severni argentinski naravi. Potem so prišli drugi tokovi, druge možnosti, ki so bili malo bolj organizirani in kot smo slišali po svetu in smo lahko prišli do šolstva, do medijev in s tem pripomogli, da smo bolj povezani. Kot prvo naj povem sledeče. Veliko srečo smo imeli tisti, ki smo iz zamejstva in po svetu begunci, da smo med nami šteli največje število intelektualcev. Ti so nam pripomogli, da smo se lahko temeljno vzgojili, da smo močno okorenili naše slovenstvo in da smo lahko, zakaj ne danes tukaj zbrani, in da se po slovensko lahko pogovorimo. Moramo se zahvaliti kot prvo vsem našim vzgojiteljem, učiteljem. Pisana beseda ne pride sama po sebi. Za pisano besedo potrebujemo nekaj let dobre in temeljne vaje. Kot rečeno, če dovolite, bom pa kar prebral, da dobimo sliko slovenske kulturne akcije. Malo bolj umetniško bom začel, da ne bomo se dolgočasili. Prvo, mesec februar je kakor današnji dan za argentinsko podnebje. To se pravi toplo, za ne reči vroče. 20. februar
sonce poznamenjen dreve. Od vročine posušeni papir na mizi in sliši se glas med navzočimi. Akcija bo pomenila ljubezen do besede in bo ostala zato v analih slovenskega zavedno. Ulica Granadero 67, Buenos Aires, 20. februarja leta 1954. Ustanovni član, ki ga danes štejemo še živega in dokaj pri moči, je izrazil, govorimo o gospoda Zorka Simčiča seveda, izrazil sledeče besede. Danes vemo, da se pred leti nismo zmotili. In sedaj pa pride krovna slika slovenske kulturne akcije. Po drugi svetovni vojni, ko je pač se zgodilo, kar se zgodilo in smo mogli Slovenci po svetu, in po nekaj letih bivanja v begunskih taboriščih v Italiji in na Koroškem, so se naselili v raznih državah v Evropi, Avstraliji, ZDA, Kanadi in Argentini, slovenski skupnosti, slovenski rojaki. Povsod, več ali manj solidne, so si ustanovili organizacije, ki so jih povezovali in jim pomagali ohranjati vero in slovenstvo, to, kar sem pač v predbesedi povedal. Slovenski izobraženci, ki so se v tistih letih naselili v Argentini, so se poleg dela za preživetje in prostem času posvetili tudi nadaljnjemu kulturnemu ustvarjanju. Kljub oddaljenosti od domovine so pisali, peli in igrali v slovenščini. Čutili pa so, da za kvalitetno kulturno delo je potrebno, da se poveže v organizaciji. Navedeni dan so ustanovili v Buenos Airesu slovensko kulturno akcijo z namenom, da druži slovenske krščanske kulturne ustvarjalce v zdomstvu in zamejstvu. In sledi beseda Zorka Simčiča, ki želi ustvarjalnim in posredovalnim delom pomagati pri ustvarjanju in širjenju kulturnih vrednot, posebno slovenskih. Idejni temelj organizacija je naravni etični zakon, potrjen in izpopolnjen po krščanskem svetovnem nazoru. Konec citata. Izvoljen je bil prvi odbor, ki so ga sestavljali Ruda Jurčec, Alojzij Gržinič, dr. Tina Debeljak, Ladislav Lenček, Marjan Marolt. Posamezne odseke so vodili Ignacij Lenček, Zorko Simčič, dr. Julij Saveli, Francija Hčin, Marjan Vilempert. Poleg teh moramo med ustanovnimi člani tudi omeniti seveda Milana Komarja, Božidarja Finka in Franceta Dolinarja. Slovenska kulturna akcija naj bi izdajala novo splošno kulturno revijo Medobje. Tudi ta revija je neprestano v vseh teh letih živa. Takratni urednik Zorko Simčič in sodelovanjem Ruda Jurčeca sta si nadala to nalogo, da zbirata prispevke rojakov iz zamejstva in po svetu. Zamislite si, kakšno delo je bilo to, ko ni bilo interneta, ko ni bilo drugega povezovanega vrednega sistema kot pisana beseda v fizični obliki in to
ti napišeš pismo, traja, da pride do osebe mora to prebrati in odgovoriti in potem šele po 3 mesecih dobiš odgovor. In niso bili zadovoljni s tem in so si tudi naredili ali pa nadali nalogo, da so imeli svoj denimo kulturni časopis ali pa novičnik, glas slovenske kulturne akcije. Od začetka so celo mislili, da bojo postali celo založba. In že v prvem desetletju se je to uresničilo. Tako je izdajala knjige, ki niso mogli izhajati v Sloveniji. Dr. Tina Debeljak je bil prvi urednik knjižnih izdaj, že od vsega začetka, od objavljenih dela avtorjev živečih na raznih celinah. Sklenili so tudi, da bo odslej Slovenska kulturna akcija nadaljevala z izdajo zbornika vrednote, ki je takrat skoraj izumrl zaradi tega, ker ni bilo sredstva, da bi ga se lahko naprej tiskalo. Prirejali so tudi predavanja, kulturne večere, likovne razstave, koncerte in gledališke predstave. To delamo še danes. Slovenska kulturna akcija je svoje člane povezovala in jih še povezuje v sledečih odsekih: teološki, filozofski, literarni, likovni, zgodovinski, družbeni, glasbeni, gledališki in znanstveni odsek. Vsa leta so odborniki in člani Slovenske kulturne akcije delali brezplačno in še danes sami krijo stroške svojega ustvarjalnega dela. Do osamosvojitve Slovenije je delo Slovenske kulturne akcije tudi omogočalo podpore mecenov. Po osamosvojitvi pa za razne projekte dobivamo seveda podpore preko financiranja urada za mece in po svetu. Slovenski kulturni akciji so predsedovali Ruda Jurčec od leta 54 do 69 leta, dr. Tina Debeljak iz 69 leta do 79 leta, Ladislav Lenček od 79 leta do 88 leta, Andrej Rod od 88 leta do leta 82, arhitekt Marjan Ajlec od leta 92 do leta 2002 ter dr. Katica Cukjati iz leta 2002 do leta 2016, ko je nas žal zapustila. Od takrat pa moja malenkost. Citat, ki ga bom sedaj prebral, je pa iz leta 94, ko ga je pač napisal Ladislav Lenček. Danes v slovenskem svetu občudujemo, da smo po več kot 40 letih begunstva in izseljenstva ostali Slovenci in da tam obstaja tudi nov rod. Občudovanje je toliko večje, ker vidijo, da smo tu dosegli brez opore matične domovine. V tujino smo prišli sami, v njej živimo in se borimo za svoj narodni obstoj sami. Kako lažje bi bilo in bo, že takrat se je to videlo, če in kadar bi se mogli opirati na matično domovino. In res je, danes lahko štejemo s tem, da se opiramo na mater domovino. Morda
se novi rodovi bodo prav tako kakor mi trudili in se borili z drugo težnjo. Na drugačen način, zaradi okolja in okoliščin ter asimilacije. Spremenil se bo prav gotovo ta slovenski čut, morda jezik, bodo pa še vedno močno prisotna ljubezen, ščege in navade ter kulturno slovensko dostojanstvo. Prišel je februar 2020, prelomni čas za ta svetovni red, ki ga smo do takrat imeli. Doživljali smo pandemijo. Čas, o katerem se je in se bo še govorilo. Svet se bojuje proti nevidnemu napadalcu, močnejšemu od vsakega drugega možnega zla, človeštvo, ki je navajeno na zmage in ki se večkrat pokazalo v tekmi z naravo in vsemogočnim. Mislilo je, da je pač boljši in večji od vsega tega. To je ena taka prispodoba ali slika, katerega smo pač slišali in videli po vseh možnih medijih. Sedaj padamo zaradi našega lastnega uma, padamo zaradi našega samoiskanja, da bi bili čedalje boljši, močnejši, da bi obogateli ali sploh vladali temu, kar imenujemo svet. V takem trenutku je človek sploh pozabil na svet in na njegov začetek. Ne pomislil na druge, ampak vedno nase, na svojo lastno, morda korist. Kriza je nastala v mišljenju, v duši in na telesu. Človek je v borbi sam proti nevidni sili in proti vsem. Imenujemo ga lahko čas negotovosti. Prelomni časi, to Slovenci vemo, kaj je prelomni čas. V takih ali drugih okoliščinah smo videli, da ne smemo obupati, še vedno moramo misliti in gledati na boljšo prihodnost. Uporabljati sive celice za dobre namere in obdržati močno zdravo pamet. Morda se lažje sliši za tiste, ki smo verni, ker dobivamo tisto posebno duhovno moč. Drugi morda premislijo pač drugače, kar je tudi dobro sprejeto. Danes, po 69 letih, če pogledamo nazaj, in lahko presodimo vsak narejen korak, kateri je bil morda bolj šibek ali zmotljiv, vidimo pa tudi vse dosežene cilje. Vse je postalo del zgodovine, osebne, družbene ali svetovne. Po tako dolgi poti smo lahko utrujeni, opažamo tudi, da smo temeljno še solidni, morda tudi čas svoje naredi, povzroči morebitno rahlo škodo zlasti, ko to gledamo iz človekovega vidika. Poglejmo malo naprej. Lahko vidimo, kako se naša pot oži v neskončnost. Vabim vas vse, da pogubno nadaljujemo to našo pot, naše poslanstvo. Da si pomagamo kot bratje in sestre ter gradimo nove temelje za novo bodočnost. Smo del ponosne dediščine in postajamo delež le-te. Ohraniti moramo to, kar nam je bilo dano. Jezik, šege, navade, vero, upanje, ljubezen in tako dalje v najboljši kulturni obliki.
Slovenska kulturna akcija oziroma njen duh ni opešal. Naloge, ki se nam zastavljajo in izzivi so iste, kakor smo jih zastavljali na začetku našega pohoda. Imamo pozitivni rezultat, čas bo že sam presojal. Bližajo se novi časi in novi izzivi. Prišel bo tudi čas združitve in obnove v prid bodočim rodovom. Potrebujemo nove moči, pomladek, seveda. In se moramo zato tudi zavzeti in vabim vas, da tudi nam pomagate v tem poslanstvu, da dobimo pač nove člane in nadaljevanje tega poslanstva. Korak za korakom v nadaljevanje poti. Dokler bo slovensko izseljenstvo utripalo, bomo prišli do prvega cilja, ohranjanje slovenstva. In če dovolite še kot zadnjo, to je bilo napisano nedolgo tega, 7 let nazaj. Od časa do časa se novi list obrne. Sam si svojo knjigo pišeš. In v čistoči deviške beline se pero neprestano pojavlja. Trenutek je že mimo. In znova, vrstica je že polna. Čas, tik-tak. Adijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Damjan Aklin. K temu seveda ni kaj dodati. Ne k vašemu vabilu, ne k vašemu pozivu, ne k vašemu spoznanju, da dokler bo živo slovensko izseljenstvo, bo živo slovenstvo. Pravzaprav ste sami pokazali to, kar sem želela še vprašati, razkriti tisto vašo umetniško dušo, ki ste pravzaprav tudi svojo pesmijo zdaj že izrazili. Gospod Damjan Aklin je namreč tudi vsestranski kulturni ustvarjalec, delujete v gledališču, izdal tudi pesniške zbirke, špansko-slovenske, literarna lava, beseda dveh celin, zamišljen koncert. In morda je prav, da zaključimo ta naš dogodek z spoznanjem, da Slovenska matica vabi vse Slovenke in Slovence, ki literarno, knjižno ustvarjajo, da seveda morda pošljajo tudi kak rokopis kdaj k nam. Prav tako načrtujemo izdajo slovenske izseljenske poezije, je že v našem programu. Tako da upajmo, da bodo tisti, ki postali odslej močnejši, trdnejši. Kar lahko rečem je, da globoka iskrena hvala. Ker ste danes prinesli slovenstvo v središče Slovenije, v našo prestolnico, v slovensko matico. In verjamem, da ti predsedniki, ki so jo pomagali ustanavljati pred skoraj 160 leti in jo v vseh hudih in prelomnih časih, o katerih ste govorili, da jih v slovenski zgodovini ni malo, pomagali ohraniti, da bi vsi ti predsedniki bili danes zelo ponosni, predvsem na vas in na vaše delo. In res globoka, iskrena hvala vsem.
In naj zaključim seveda tudi vam za donacijo knjig Slovenske matice, ki vam jih bomo z veseljem darovali. Najlepša hvala. Kot prvo, mislim, da si lahko sedaj naredimo neki tak prvi projekt. Vabim, če bi se lahko na nek način uresničilo eno tako srečanje čez leto dni, kjer bi organizacija imela svojih prvih mladih 70 let. Hvala še enkrat. Z velikim veseljem in dobrodošli na Slovensko. Seveda pa sledi še globoka beseda zahvale izseljenskemu društvu Slovenija v svetu, gospodu Boštjanu Kocmurju, brez katerega in njegove imenitne organizacije danes tega dogodka na Slovenski matici zagotovo ne bi bilo. To društvo ni prejelo bona v vrednosti knjig, prejema pa obljubo, da kadarkoli boste potrebovali knjižna darila za vse vaše dogodke, smo tukaj. In obrnite se na nas, z veseljem vam jih bomo dali. Zdaj pa še, ja, izvoli Boštjan. Ne, sam. Ja, moja zahvala za to priložnost. Ignacija je že večkrat izrazila povabilo, da so vrata odprta, no in letos smo vstopili skozi ta vrata in upam, da bo to tudi trajno sodelovanje. Hvala lepa Ignacija, hvala lepa gospodu Vinčku Komelju za tudi uvodne besede. Nas je ohrabilo, da smo nekako v dobri poti oziroma da naše prizadevanje gre v podobno smer. Hvala lepa vsem. Zdaj pa še enkrat vabim najprej mladi ustvarjalki. Gospod Majo Korošec, mladi imajo prednost. Gospod Majo Korošec in Darinko Tehera, da nam predstavijo še svojo glasbeno točko. Sledi presenečenje zdravljicem v literarni besedi, umetniški besedi gospoda Toneta Kuntnerja. Potem pa naš finale, glasbeni zaključek Marka Satinka in verjamem, da bomo vsi skupaj zapeli.
bila ljubezen unetljiva, tako kot je sovraštvo, ki ga vidimo okoli nas in daleč po svetu. Bi mi zdaj v tej dvorani govorili. Se vam zahvaljujem. Še dolgo nisem slišal toliko srčnih besed, pa gledal tako goreče ljudi, zato me ne bo težko tisočkrat ali pa kolikor že ponoviti besede, ki jih je napisal naš France. Prijatelji. Obrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki otopi vse skrbi v potrtih prsih v pobudi. Komu najprej veselo Zdravljico, bratje, ćemo zapeti. Bog našel nam deželo, Bog živi ves slovenski svet. Brate, vse, kar nas je sinal, sloveče matere. V sovražnike z oblako rodu ne naška trešči grom, prost, ko je bil čakal, naprej naj bo Slovencov dom, da iz drobe njih roke si spune, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava. K nam ne nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slavo, vsi naj si v roke sežejo, te oblast in z njo čast, ko pred spet naša vlast. Bog živi vas Slovenke, prelepe žlahtne rožice. Ne take je mladenke, kot naše krvi dekle, da je sinov zarodnov, iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, ste se bile Zdravljica vaša, vi, naš up, ljubezni domačije, noben naj vam ne usmrti strup, ker zdaj vas, kako nas je srčno praviti, kliče čas. Že naj vsi narodi, ki hrebene dočakat dan, dekoder sonce hodi, prepir. Iz sveta bo pregnan, derojak prost bo vsak, nevrat ne sosedov vejak. Al final, amigos míos, levantemos copas llenas. Todos somos hermanos porque tenemos limpios los corazones. Muchos días, el Dios esté con nosotros, todos bien pesados. Tako je prevedel mlajši Tine Debeljak. Te verze nazadnje še prijatelji. Kozarce zase vzdignemo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, ker nas dobrih je ljudi. Najlepša kot ena lepa ljudska Koroška, kje so tiste stezice, prosim vsi skupaj. Drugo kitico pa tako navdušeno zapojem.
Kje so tiste stezice, so včasih bile, zdaj pa raste grmovje in zelene trave. Zdaj pa raste grmovje in zelene trave. Bom grmovje posekal, travico požel, bom naredil stezice, kjer so včasih